odzivi civilne družbe iz Šaleške doline o opozorilih pred skorajšnjim stečajem Teša. Spet smo žrtve apetitov slovenskega energetskega lobija in sadističnih teženj politike. Kako hud pa bi bil udarec, če bi Teš izklopili iz omrežja, kam bi šle cene elektrike? Ob včerajšnji napovedi ministra Kumra, da Teš neizogibno drvi proti stečaju, so brez argumentov ostali verjetno še zadnji zagovorniki spornega projekta. Teš 6 smo davkoplačevalci krepko preplačali in je nasedla naložba. A poleg pri 1,5 milijarde vrednem projektu so bili tako levi kot desni, napovedovali so milijonske dobičke, danes pa beležijo rdeče številke, ki bi lahko v nekaj letih bile milijardne. In politika je spet enotna. Ja, ampak tokrat pri sklepu, da gre za nasedli projekt. In da je treba zaščititi prebivalce Šaleške doline, ki bi ostali brez velikega zaposlovalca in brez ogrevanja. Manj enotna pa je politika seveda, kako reševati prihodnost termoelektrarne. Tadej Grešovnik. Sprva predvidenih 654 milijonov evrov je kmalu naraslo na 800 milijonov. Na koncu smo za 6. blok termoelektrarne, ki obratuje komaj polno desetletje, odšteli nekaj manj kot 1,5 milijarde evrov. Verjamem, da je v 1 milijardi 400, ker 1% predstavlja 14 milijonov, precej prostora za mrhovinarje, ki se očitno plazijo v slovenskem politično-gospodarskem prostoru. Vselej vroča politična zgodba, privlačna za medsebojna obračunavanja sem, danes o tem ni več dvoma, razpleta v tragedijo. Zanjo pa je, tudi to je jasno, odgovorna politika, tako leva kot desna. Temelje so postavili Janševi, delo nadaljevali Pahorjevi. Moram biti trdno prepričan, da je to najgospodarnejša, najkoristnejša, najbolj okoljevarstvena, najboljša odločitev potem, ko povlečemo vse kazalce skupaj. A ta odločitev bržkone ni bila nič od naštetega, gradnja 6. bloka pa bi se lahko ob vseh korupcijskih aferah, je pred leti dejal Pahorjev minister Golobič, v zgodovino zapisala kot Patria Pahorjeve vlade. Protikorupcijska komisija je s prstom pokazala na politike, ministre vseh barv, na Janšo, Vizjaka, Pahorja, Lahovnika, Križaniča in še bi lahko naštevali. To je mogoče simbolni projekt, ker sta si leva in desna politika skupaj umazali roke. A so bili na koncu eden za drugim razbremenjeni vseh obtožb. Te se še vedno zgrinjajo nad tako imenovanim šaleškim lobijem s takratnim šefom Teša, Urošem Rotnikom na čelu. Podpisnikom sporne pogodbe z dobaviteljem tehnološke opreme, francoskim Alstomom, 11 aneksov, dvakratnih sprva predvidene cene za 6. blok in domnevno milijonske podkupnine, ki naj bi jih glavnim akterjem delili Francozi. O vsem tem še vedno presoja sodišče. Nam Alstom, oziroma meni, Alstom ni dal niti centa, nikoli se nismo pogovarjali o provizijah, nikoli se nismo pogovarjali o nagradah. Kljub nenehnim podražitvam pa je obveljalo, da 6. blok potrebujemo. Takratne projekcije so za prihodnje leto, torej leto 2025, obljubljale 35 milijonov evrov dobička. Da gre za račun brez krčmarja, so takrat opozarjali le redki. Bo projekt na dolgi rok, tak kot je zdaj, po moje ekonomsko nevzdržen. Tako torej pred skoraj desetletjem in pol Robert Golob, danes premijer, ki skupaj z resorjem za energijo Teš rešuje pred stečajem. 150 do 200 milijonov bi morala vložiti država, če želi ohraniti delovna mesta v Šaleški dolini in rešiti ogrevanje tamkajšnjih prebivalcev. Ker ne bo tega prehoda narejenega, mislim, da je prav, da država naredi vse, kar je potrebno, da ublaži negativne učinke zaprtja. In če je politika ironično tudi danes precej enotna, ko gre za reševanje Šaleške doline, pa je manj enotna, ko gre za načine, kako to urediti, kako zagotoviti sredstva za obdvigu cen emisijskih kuponov pred drago obratovanje elektrarne. Pa iz tega sklada, podnebnega sklada, ki noter Teš data denar za kupone, iz tega denarja financira to, bi rekel, ogrevanje prebivalstva, dokaj se pač nek nadomestni vir ne zgradi. V Novi Sloveniji pa so kritični predvsem do napovedanega prenosa Teša iz HSE-ja na Slovenski državni holding. Zdaj mi predlagamo, da se v reševanje vključi HSE. Ne vidimo potrebe, da bi se tukaj prenašalo in ponovno nekaj palamudilo, po domače povedano. V holdingu slovenskih elektrarn so to možnost sicer že zavrnili, saj da bi Teš preoblikovali v javno službo, sami pa se, kot je pojasnil prvi mož državnega HSE-ja, ukvarjajo s tržno dejavnostjo.
Prvi odzivi šaleških prebivalcev pa, Šoštanj, z njim pa vsa Savinjsko-Šaleška dolina, je spet žrtev apetitov slovenskega energetskega lobija, pravljice o transparentnosti naj prodajajo nekomu drugemu. Ne glede na razplet, nas pozimi zeblo zagotovo ne bo, so prepričani prebivalci, ki strašenje pred mrkom edinega ogrevalnega vira razumejo predvsem kot sadistične tendence politike. Mark Vidrih. Sploh ne strah pred zaprtjem edinega ogrevalnega vira Šaleške doline, v ospredju pogovorov med prebivalci danes nasprotno, spomini na korupcijske posle, ki so za večno zaznamovali ta del države. Sem že 67 let star in so prav Šoštana skozi umazane igre. Mi Šoštančani ne vemo, zakaj so, ampak nič ne moramo. Te smo mi zgradili, zdaj pa nam ga Ljubljančani podirajo, ne? Da je v ozadju najverjetneje še ena v nizu umazanih iger, pa v en glas tudi predstavniki tako velenjske kot šoštanjske civilno-družbene pobude. Prve misli so to, da so nas dobesedno ukradli, se pravi slovenska energetika je ukradla Šoštanj in mi smo mnenja, da je to v ozadju neka velika špekulacija, neke rabote, sicer ne vemo poimensko, kdo so ti ljudje, ampak prepričani smo, da bo to šlo v roke spet nekaterih ljudi, ki spretno izrabljajo energetiko v Sloveniji. Igre tukaj zadaj zagotovo niso čedne, iz izkušenj vemo, da niso do zdaj bile, zato močno dvomimo, da bo tudi v prihodnje drugače in da bo ta v ospredje res postavljena interes in dobrobit javnosti. Ni namreč dolgo od tega, ko je med Šalečani zavrelo nazadnje, spomnimo, bilo je februarja letos, ko so prebivalce na ulice pognali vrtoglavi zneski na položnicah za ogrevanje. Sprejemamo miloščine, medtem ko letijo v zrak milijoni. Mimogrede, namreč že 8 mesecev čakamo na dokumente, kako se ustvarja cena, pa imamo pred sabo še vedno zgolj kopico črno pobarvanih dokumentov, zato nam pravljic o transparentnosti naj ne prodajajo več. In ne le velenjski občina in komunala, kaj je v ozadju, kot kaže, prikrivajo tudi na Agenciji za energijo, opozarjajo v ljudski iniciativi, saj je agencijo k razkritju dokumentov že pozval tudi informacijski pooblaščenec, a zaenkrat zaman. Nimamo še uradnih podatkov, ampak stranke v postopku so sprožile pravni spor, samo da ne bi prišli mi do dokumentov. In razkrili verjetno marsikatere nečedne posle, ker če ne bi bilo teh nečednih poslov, bi nam z veseljem uročili vso to dokumentacijo. Vse to pa naj bi dokazovalo zgolj eno, da Šaleška dolina ni nič drugega kot talec slovenske energetike in da bo tako očitno tudi ostalo. Žiga, kaj bi pomenila izključitev Teša iz omrežja? Od toplote iz Teša je odvisnih kakih 35.000 prebivalcev Šaleške doline, prav tako pa gospodarstvo in industrija na tem območju. Če pogledamo bilanco lanskega leta v naš elektroenergetski sistem, smo lani prevzeli dobrih 23 gigavatnih ur, od tega je bilo v Sloveniji proizvedenih 61% energije, ostalih 39 je bilo uvoženih iz tujine. Po podatkih Agencije za energijo so lani termoelektrarne, predvsem Teš, v sistem prispevale kakih 19% proizvedenih gigavatnih ur energije. Gospodarska zbornica opozarja, da je zmanjševanjem obratovanja Teša država še bolj odvisna od uvoza elektrike in ranljiva v primeru krize. Smo pa sicer vse bliže načrtovanemu popolnemu izklopu Teša, to naj bi se zgodilo leta 2034. Sicer pa Žiga, uvoz bi samo še zvišal cene elektrike pri nas. Ja, tako je, sodeč po podatkih energetske zbornice, je cena za gospodinjske odjemalce lani dosegla 103 evre na megavatno uro. Višina cene Slovenijo uvršča na 19. mesto med 27 državami članicami Evropske unije. Glede na povprečno ceno unije je bila denimo pri nas cena elektrike nižja za dobrih 36%. Drugače pa je bilo za negospodinjske odjemalce. Cena je zanje znašala 176 evrov na megavatno uro, v primerjavi z letom prej se je cena dvignila za dobrih 21%. Ta podatek pa Slovenijo med državami članicami Unije uvršča na 7. mesto. V vsakem primeru bomo na koncu plačevali davkoplačevalci, očitno. Hvala lepa, Žiga. Hvala lepa. Višje sodišče je potrdilo